med gimnazije in ekonomske srednje šole Srbovac. Z mano sta Rebeka in Matej, oba dijaka 3. letnika programa ekonomski tehnik, ki se pri rednem pouku učita osebnih financ. Mislim, da moram malo izvod spremeniti, ne tako, kot sem predvidela. Moram povedati, da sem ekonomistka, univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki se nikoli nisem pri pouku učila, študirala osebnih financ. In pred 4 leti ko nas je nagovorila revija Moje finance, kar vse profesorje v Sloveniji, in ko sem prebrala, kaj vse se lahko naučimo, sem bila ena izmed tistih, ko sem se prva javila na ta izobraževanja. Mi smo 4 izobraževanja, ker sem se veliko naučila. Veliko naučila o tem, kako delati s svojim denarjem. In pravzaprav sem sama najprej preizkusila vse te stvari, o katerih danes učim. In ker se nisem mogla zanašati na šolski sistem, sem tudi tukaj delala ene nove poti in tudi pomagala drugim učiteljem, da smo naredili ene velike naprej. Tako kronološko smo pravzaprav po tistem letu izobraževanja, ker sem prišla na 4 izobraževanja, ker so nas ambasadorji finančnega opismenjevanja res dobro pripravili, dali so nam tudi orožje, neki priročnik za učitelje in pomagali, da bi začeli delati z dijaki. Tako smo že kar prvo šolsko leto, to je 3 leta nazaj, v letu 14-15, povabili naše dijake. Ker imamo program gimnazijcev in ekonomskih ekonomcev, smo kar vse povabili in so se odzvali. Veste, mladi zelo radi govorijo o denarju. Čeprav ekonomska šola mi se veliko učimo o denarju, ampak na drugem nivoju, drugega aspekta, kako naj ravnajo z denarjem kot menedžeri, je to čisto enega drugega vidika. Ampak kako bojo dobri menedžeri, če ne bojo znali z lastnim denarjem početi? Tako smo naredili najprej prvo leto kar velik preboj, ko smo dijake povabili, vsi tisti, ki jih je zanimalo, kako bi pravzaprav svoje denarnice imeli pod kontrolo, kako bi znali kak evro priplačevati, so se odločili za krožek in redno celo leto hodili na krožek. Lahko rečem, da so bili odzivi zelo pozitivni. Vsi so vsi dijaki, skoraj vsi, rekli, da je res škoda, da se tega naučijo pri rednem pouku. In takrat sem jaz začela razmišljati, kje bi našla kako pot, da bi omogočila, da bi se vsi dijaki učili. Glede na podporo moje ravnateljice, ki je vedno za vse novosti in pač podpira, da dijake čim več naučimo življenjskega, in pa seveda avtonomijo, ki jo imamo vse srednje šole, srednje strokovne šole, sem razmišljala, da je to edina pot odprti kurikul, ker čez redni kurikul, obvezne in srednje module, to ni možno. Tako sem potem malo poprašala še tudi gospodarstvo, se pravi lokalno okolje, ker odprti kurikul vemo, da se oblikuje tako, da vprašamo naše delodajalce, kakšnega znanja si želijo, da damo našim dijakom. Se pravi, ko bojo končali izobraževanje, da bojo uporabili, katere kompetencije je treba dati. In ker so se vsi strinjali, da so taka znanja, kako ravnati z denarjem svojim, zelo dobra popotnica za naprej, sem se lotila te poti. Se pravi, da sem začela pripravljati celotno dokumentacijo, tistih, ki ste iz šole, veste, da je tukaj kar precej materijala, ki ga je treba formalno pripraviti, da lahko človek začne z odprtim kurikulom. Zato sem to pripravila in s ciljem, da nam sledijo tudi druge šole, so dokumentacijo dostavila na Center za poklicno izobraževanje in tudi na različnih sestankih, študijskih skupinah, bliskih po določenih srednjih šolah predstavljala primer naše dobre prakse. Tako so se prvo leto, bi lahko rekla, uspešno kar končala ta izobraževanja in lahko rekla sledenje naši šoli. Lansko šolsko leto pa smo naredili še en korak naprej. Razmišljala sem, mi smo zdaj dijakom dali nekaj znanja, zdaj vejo, nekaj teorije imajo, zdaj vejo, da morajo spremljati svoje izdatke, da si morajo postavljati finančne cilje, da niste od danes do jutri, da morajo imeti neko finančno rezervo, ampak a bojo znali se to uporabiti? Zdaj zopet, kakva je ta normalna pot,
šolska, a lahko čez šolsko, normalno, čez kurikul to dosežem. Čeprav smo srednja strokovna šola, ni neke poti, da lahko še dodatno se praktično preverjati. Zato sem se odločila in sem, zato trdim, prva v Sloveniji, dodala projektu Erasmus Plus novo dimenzijo, kjer sem komponirala kompetenco, kako vestno ravnati z denarjem in sprejemati pametne odločitve daleč od doma. Ta projekt je bil, lahko rekla, z velikim odobravanjem sprejet, saj smo prijeli vse točke, da sem ponosna. In tudi vse, lahko rekla, rezultati vseh teh priprav so obrodili sadove. Dijaki so se na to dobro pripravili. Pred odhodom v tujino, na delovno prakso, Erasmus Plus verjetno tudi poznate, več ali manj, tako da ne bi v teh podrobnosti zdaj, kaj vse pridobijo. To je bila še dodatna kompetenca. Oni so prej eno leto se izobraževali o tem, kako je treba znanje ravnati. Potem sem jim pa priskrbela žepnino in so strokovno pripravili svoj osebni proračun, svoje cilje postavili, vodili svoje izdatke, se odločali. Vsak večer smo se pa vseli skupaj, debatirati, ali je bilo pametno, ali ni bilo pametno. In seveda, ker so v začetku že mogli narediti nek cilj, da je treba nekaj denarja predvrčevati, ne pa da se cela žepnina zapravi, samo potem na koncu tudi gotovili, ali so bili uspešni. Vse to je bil en velik izziv. Mi smo v povezavi z revijo Moje finance dnevno poročali v živo, tako rekoč iz Milana, kako so punce, sama dekleta so bila, kako so preživele te 3 tedne. In vse skupaj sem kot projekt prijavila na gospodarsko zbornico, kot inovacijski projekt, ki bi tudi prejel srebrno priznanje. Da ne bom samo jaz govorila, pa se sam nekaj hvalila. Da vam povem, da smo v letošnjem letu se skupaj še manj napredili. In sicer smo rekli, zakaj pa ne bi naša dekleta, ki so imela prva v Sloveniji možnost tako dobro izkušnjo in tako dobro popotnico naprej, prenašati svoje znanje še drugače. Tako smo na en poseben dan organizirali interaktivno okroglo mizo, kjer smo povabili te sedanje 4. letnike, kjer so te punce predstavljale vse, kaj so doživljale, mlajši generaciji, 3. letnikom. 3. letniki so pa tako čist impulzivno jih spraševali, kaj so se dogajali, za nasvete spraševali, dobili so odgovore in hkrati tudi pomoč, ker pravzaprav vi se zdaj predpravljate že na februar, ker tudi prejšnja generacija odhaja na 3 tedne v tujino, pa bi jaz zdaj predala kar vselo naprej, da boste še te povedala, Rebeka pa Matej. Rebeka, kaj si pravzaprav ti slišala od teh dijakov, kaj je tebi najbolj ostalo v spominu, kakšne zgodbe so se odvijale takrat, da ali stran doma in kako so svoje znanje pridom uporabljali. Prvo kot prvo mi je bilo zelo všeč, da smo se že v sklopu samega pouka, da so se nekako učile o finančnem opismenjevanju, saj v osnovni šoli res nismo pridobili nikakršnih znanj iz tega področja. In sicer dekleta so se torej že strokovno pripravila v sami šoli. Vodila so tudi svoje izdatke in sicer na začetku jim je bila dana tudi žepnina v vrednosti 90 €, tako da so mogla ustvariti nek svoj lastni proračun. Postavile so si različne kategorije in sicer s pomočjo aplikacije My Budget, katero uporabljam tudi sama. Aplikacija je zelo preprosta na uporabo in sicer v njej vstaviš nek svoj proračun mesečni in ti potem po kategorizira, recimo koliko denarja lahko zapraviš za različne oblačila, potem ne vem, za razne prigrizke, za darila in tako naprej. In sicer s tem so se tudi potem na koncu izkazali kot vesten gospodar s svojim denarjem. Doživele so marsikaj, videle marsikaj, med drugim naj izpostavim še eno recimo situacijo, pri kateri so se tudi držale nazaj. In sicer seveda vsi vemo, da strošek pranja perila je nek strošek in sicer sploh, če imaš ti omejeno neko količino oblačil, ki jih lahko vzameš s seboj v Milano. Tako je
eno pranje oblačil stalo približno 2,5 €, plus da so morali dokupiti še nek prašek. Tako da so nekako začeli tuhtati, da bi lahko privrčevali na ta način, da bi prale same na roke, bi kupile nek bolj poceni prašek in pa potem oblačila obesla na stojalo, namesto da bi uporabila nek sušilec. Na ta način so prihranile kar dosti denarja in si privoščile zadev, ki si jih mogoče tako ne bi. Ja, sem slišala, da so tudi vse v restauracijo. Ja, bile so tudi restauraciji in seveda so nekako predvidele, koliko denarja bojo zapravile. Na koncu pa doživele neko presenečenje, ko so dobile račun in sicer račun je znašel 20 € več. Zakaj? V ceno je bil vključen tudi pogrinjek, katerega niso predvidele, je pa pisalo v drobnem tisku. Nauk te zgodbe, beri drobni tisk. Ja, ampak zdaj Milano je tudi mesto mode, center, res, kako so punce to obvlajale? Seveda je bilo treba iti tudi v shopping, med drugim so obiskali tudi tržnico, na kateri so prodajali izdelke po enotni vrednosti 1 € in sicer takrat se je kar težko držati nazaj, da ne bi vse kupil, kaj je toliko pocen, ampak so se uspele modro držati nazaj in tako kupile samo mogoče kakšno malenkost za domače. Ja, hvala, Rebeka. Takih zgodb je bilo še kar precej, se pravzaprav so dnevno se srečevale z različnimi stvarmi. Vse so preračunale, res so preračunale in na koncu, jaz sem takole nazaj, ko smo se pelali kar na avtobusu, na sredin, ko smo imeli vmes en postanek za osvežitve, zdaj pa odkrite denarnice. In ker smo mogli že prej, ko so si postavile svoje cilje, rekle, toliko pa toliko bom prinesla nazaj, nekatera 1/3, nekatera polovico, ko sem denarnice pogledala, so se vse držale. Nekatere so prevečevale zelo več, tako da so izpopodile. Ja. No, Matej, zdaj smo nekaj škodih slišali, ampak če bi nekako povzel vse to, kar se slišali, ki pa punce govorile o tem, kaj so doživljale, kako so se pripravljale, kako bi to razvrstil nekako nekih korakih? Ja, nam se nam dekleta na začetku dala različne nasvete, ki so bili zelo koristni, tako da bo že nam malo lažje, ker so že to izkusile. Tako da povedali so nam, da se je pomembno držati zlatih pravil. Eno izmed teh je, na primer, ne smeš porabiti več, kot imaš. Zastavljamo se pred začetkom nek finančni cilj, koliko bodo prevarčevale in s tem nam pokazali, da so tudi znajo obraniti različnih skušnjav trgovcev, ki probajo nekako zavesti, da bi ti kupil nek izdelek. In ne bojim, da so uspešno tudi vsa dekleta držale tega cilja in so se domov prinesle tisto količino denarja, kot so si zastavile. Tisto žepino, ko so pa odnesle s seboj v Italijo, so pa razdelile na določene dele, seveda nekaj za hrano, za pranje, kot je povedala Rebeka, ter seveda za nekaj za suvenirje. In tudi, če so na neki stop prekoračile del porabljenega denarja, so vedele, da se morajo vzdržati na nekem delu. Na primer, če so porabile pri hrani nek določen del denarja, so pri spominkih morali spustiti to mejo pod želja. Vse dekleta so pa vodile izdatke preko aplikacije MyBudget, tako da tudi mi vsi v razredu uporabljamo. Doma pa sem tudi navadil, že skoraj pol družine, da to uporablja. In sem zelo hvaležni, ker tudi sam sem bil presenečen na tem, koliko sem na mesec zapravil. In sem zdaj hvaležen tudi naši profesor, da nam je to predstavljeno. Res fajn. Zdaj probamo varčevati, vidimo, kje so triki in tako veliko več privrčujemo. In kako pravimo z denarjem. Aplikacija pa omogoča tudi druge stvari, kot je na primer nakupovanje listek, da ga nanosimo v fizični obliki, da ga ne pozabimo doma, ker vemo, da imamo telefon 100 stavo, 24 ur smo zdravljeni in tako si lahko tudi na telefon zapišemo, katere stvari rabimo kupiti v trgovini. No. Vsak dan so po koncu dneva imeli debato, kaj so naredile dobrega. Povedali so tudi ena drugi, kje so se vzdržale različnih trikov. Na koncu prakse obvezne
so potem naredile poročilo, če so se držali cilja in ja, so se. Ja, jaz sem ravno to hotel reči, kje pa je tisti poudarek, zakaj strokovni pristop? Strokovni pristop zato, ker so se še prej določeno znanje dobile iz tega področja. In zato so se čisto temeljito pripravljali. Ni to zdaj tako, da daš nekomu stipedijo, oziroma da daš neko življenjo, zdaj pa gleda, kako bo spršil. Treba je redno spremljati. In sam trenutek tudi vidi, sam si kak je dobro. Tako da punce so se tega držale. No in glede na to, da se pri pouku tudi zelo veliko pogovarjamo, zelo veliko beremo aktualnih stvari, prej smo se tudi pogovarjali o tem, da revija Moje finance veliko krat organizira kakšna dnevi finance, imenujejo kakšna izobraževanja. Jaz vedno izkoristim priliko, da se jih udeležim. Potem tudi v šoli predebatiramo. Zdaj nova tematika, kot si rekel, moram še kar pridobiti nekaj znanja, ker znanje o kriptovalutah, ki je lahko rekla prvič, ko si šla poslušati v meni, res nekaj zelo imaginarnega. Se pa bojim, da me bo še mladi začeli spraševati pri pouku, kaj pa je to, da je potrebno se izobraževati o tem. Zdaj pa glede na to, da sta vidva že kar slišala nekaj o tem, kaj so vaše predhodnice počele, glede na to, da že nekaj popravljate z denarjem, me pa zdaj zanima, kakšna so vajna prepričanja. A sta vidva zdaj kaj drugače obnašata, kar se ta reče od 1. septembra, ki se šola začela pa do danes, ali se te spremenili? Matej? Ja, pri meni se je zelo spremenil. Prej sem mislil, ja, denar imam doma v nogavici in na vojni ga ne more vzeti. Ampak, ko sem slišal pri predmetu, da lahko denar tudi nalagamo, na primer na banko, ki je zelo varna, do različnih skladov, delnic, moramo, bili smo tudi upozorjeni, da moramo merkati, kam nalagamo svoj denar in kako ravnamo z njim. Jaz sem opazil zelo veliko razliko, ker predstavljam nek del, ko še nismo slišali za njega, ko je zelo praktično za življenje, kaj lahko s denarjem delamo. In kam si se ti odločil? Jaz sem svoj denar Če imaš v nogavici, kje ga pa imaš? Jaz sem ga takoj po 2 mesecih tega predmeta, ko smo imeli predavanj, sem ga vzel in prinesel na banko, ter sem tudi bolj zadovoljna, ker vem, da tudi če prije do nesreče doma ga imam jaz na banko. Ti ga imaš na banko, kakšno vlogo si pa dal? Ja, vezano vlogo. Ja, zakaj pa navezano, pa za koliko časa pa imaš kakve cilje s tem denarjem? Ja, tudi hvala bil polno 18 let in s tem bo prišel strošek avto, strošek izpita, tako da vezal sem se za 2 leti, ker tudi izboljša neke obrestne mere in tako dobimo obresti in denar bo na banki, ker bomo izrabo. Ja, dobro, Rebeka, boš nekako izkušnjo, ki bi rada delila z nami, zdaj drugače, kot je bilo pred našim izobraževanjem? Ja, v bistvu sama sem na začetku leta začela zelo resno tuhtati v teh zadevah, ampak v bistvu najprej samo zato, ker je to šola, ker se mi gre za ocene. Zdaj sem pa začela v bistvu razmišljati, da vse delam za sebe in da mi bo v življenju dobro vse v bistvu prav vršati. Med drugim recimo naj omenim še izkušnje, ki sem je dobila z aplikacijo, ki je bila v zadnjem polletju tudi zelo promovirana, recimo prek radijskih oddajnikov, tudi televizijski oglas je bil, največ ste že vsi slišali za njo, Let Go. No, sicer to aplikacijo sem spremljala že med poletnimi počitnicami in tako naprej, nikoli pa nisem tuhtala v bistvu, da imam sama doma ogromno stvari, ki jih ne potrebujem, ki bi jih lahko preko te aplikacije prodala. Profesorca je dala v šoli neko pobudo, če bi kdo recimo imel odvečne stvari doma, da bi lahko aplikacijo tudi koristno uporabil. Tako sem se sama tudi prijavila. V bistvu sem ugotovila, da imam doma še kolo iz osnovne šole, ki ga ne vozim, v bistvu že 3 leta se ne vozim z njim in sem ga na tak način tudi objavila njegovo fotografijo, postavila neko ceno in sicer 150 evrov. Kasneje sem našla neko iskalko, ki je iskala v bistvu za svojo hči, tudi kolo. Sva se malo pogajali, tako da sem ga na koncu prodala za 100 evrov, ampak je pa nekaj izkušnje. Ja, pa to zelo. Ja, sem bila. Ja. Tako, gledajte, tako delamo zdaj, ne? Se pravi, naše učenje je vse bolj interaktivno,
pri pouku, vedno se nadgrajujemo, razmišljam že o novih projektih, razmišljam še o tem, kaj bom naslednjo šolsko leto naredila in definitivno bom. Kar se tiče pa krožka, ga pa še vedno imam. Krožek pa imam za naše gimnazice, ki običajno res pridejo, kot ne govorim, rečejo, ja, ne vem, zakaj mi tako hitro denar pohti denarice, rad bi bil druge navade, rad bi več varčeval, no, za gimnazice pa imajo drugačen program, imajo drugačne vsebine, kot so na programu ekonomske politik, ampak kljub temu, tisti, ki hodijo zato, ker se zavedajo, da je ta znanje potrebno. Hvala.